Odločili smo se, da to obletnico obeležimo malce drugače. Tako poleg razstave, ki je zdaj v Mestni knjižnici v Kranju, pripravljamo oziroma smo pripravili že kar nekaj dogodkov in aktivnosti, ki želi obeležiti pomen naše vasi skozi stoletja, in prav tako si želimo, da bi si naši vaščani in tudi drugi zavedali preteklosti in dediščine, ki jo neka preteklost, zgodovina skriva v sebi. Tako smo že pripravili knjigo Suha in Sušanj, ki smo jo predstavili v aprilu. Prav tako potekajo priprave na izvedbo oziroma pritrditev tablic s hišnimi imeni na hiše. To se pravi, vsa stara hišna imena smo v sodelovanju s Razvojno agencijo Gorenjske popisali in pripravili tablice s hišnimi imeni, ki jih bomo tudi sami financirali. Potem ob tej priložnosti je v restavriranju tudi zelo pomemben kulturno umetniški oziroma umetnostno-zgodovinski biser, ki ga hranimo na Suhi v cerkvi svetega Štefana. To je gotski kip Marije z detetom iz 16. stoletja, ki ga bomo ponovno slovesno blagoslovili v avgustu. Kako je življenje na vasi potekalo včasih? Življenje na vasi se je, tako kot življenje povsod drugod, se je spreminjalo. Vendar za Suho lahko rečem, da so bili ljudje vedno povezani med sabo, predani ves čas kmečkemu delu, zelo napredni. Med Sušani je bilo tudi nekaj pomembnih ljudi, mogoče izpostavim politika, zadružnika, doktor Jožeta Basaja, ki je bil pred vojno predsednik Zadružne zveze Slovenije. Vsakdanje življenje je bilo posvečeno v glavnem kmetovanju, seveda pa tudi druženje ob običajih. Še danes je na vasi kar nekaj običajih živih, od miklavževanja, ko Miklavž obišče otroke, potem fantovska druščina je še vedno zelo aktivna, ob porokah oziroma ohcetih se še vedno šranga, kot rečemo. Tako da ta izročila še vedno ohranjamo. Seveda pa je zelo pomembno tudi druženje pri gasilskem društvu. Naše gasilsko društvo je bilo ustanovljeno leta 1926 in je danes kljub temu, da smo zelo majhna vas, v kateri nimamo vasi, ampak imamo le cerkev in gasilski dom, zelo uspešno in združuje kar 150 od 250 prebivalcev.